Gospa Alenka Bratušek, dobro večer. Dobro večer. Kot premijerka ste vedno trdili, da ste spravljiva gospa, da ste politik, ki se zna pogovarjati, dogovarjati, sodelovati, drži? In to sem tudi dokazala. Ja. Zakaj ste potem te zadnje tedne spremenili retoriko? Postajate odrezavi, da ne uporabim kakšne druge besede? Jaz mislim, da nisem bistveno spremenila retoriko, je pa dejstvo, da za vodenje vlade človek najprej rabi pogum, potem pa seveda tudi odločnost. Treba se je odločati, praktično vsak dan se je treba odločati med določenimi stvarmi in za odgovorom bomo premislili, bomo proučili, ne vem kako, danes težko odgovorim, ne vem. Ja. Ampak vi zdaj naslavljate vaše očitke na točno določene osebe, tega, onega. So vam morali biti vaši volilni svetovalci, ameriški svetovali, da zamenjate način, da s tistim pač ne gre dalje, da odstotki ne rastejo? Ne, gledajte, jaz sem še vedno ista Alenka Bratušek, odločna in pogumna, tako kot sem bila pred enim letom, ko sem pravzaprav bila edina, ki sem si upala prevzeti vodenje vlade. Takrat ga ni bilo ne menedžerja, ne profesorja, ki bi to upal. Treba je biti odločen, treba je imeti pogum, treba je sprejemati odločitve. Takšna sem od vsega začetka in jaz se nisem prav nič spremenila. Ampak gospa Bratušek, zakaj potem niste ohranili ta pogum? Pa recimo nadaljevali postopek privatizacije tako, kot je bil zamišljen. Zakaj ga je bilo treba ne ustaviti, ampak potegniti ročno zavoro? Zato, ker mislim, da je prav in zelo dobro, da ste povedali, da ga nismo ustavili. Sama bi rada še enkrat poudarila. Postopek privatizacije se ni ustavil. Vsi te, jaz bom rekla temu, administrativni postopki tečejo dalje. Se mi pa zdi prav, ker je to odločitev, ki jo sprejmeš samo enkrat. Premoženje se prodaja samo enkrat. Je prav, da nova vlada, vkolikor misli, da to, kar smo mi začeli, ni prav, ima možnost to ustaviti. Seveda pa bo za to odločitev morala tudi odgovarjati. Ampak še včeraj ste trdili, da je to prav, da je to edina rešitev, da je to edina premišljena rešitev. Danes puščate nekakšen dvom, ne? Ne. Nisem prepričana, Ne, gledajte, a mislite glede privatizacije? Tako. Jaz sem prepričana, da to, kar smo se odločili, je prav. Je pa res, da kar nekaj mojih tekmecev, če jih lahko tako imenujem, zdaj v predvolilnem boju, so jih polne besede in obljube, kako tega in tega ne bi naredili. In zdaj bodo imeli možnost to, kar volivcem obljubljajo, tudi narediti. Bodo pa za te svoje odločitve seveda morali nositi odgovornost. Povejte mi, je odgovor iz Vatikana že prišel? Ne še, ker smo ga tja poslali po ustaljeni diplomatski poti in verjetno bo nekaj časa trajalo. Kdo je pisal v Vatikan? Predsednica slovenske vlade ali predsednica stranke Alenka Bratušek? Predsednica slovenske vlade, ker mislim, da sem kot predsednica vlade dolžna, tako kot sem obranila našo ekonomsko suverenost, da pred našimi vrati ni več trojke, tako sem dolžna braniti našo ustavno in pravno suverenost. Vedno in tudi vedno jo bom. Mnogi so rekli, da je to pravzaprav v tem predvolilnem času strelo koleno, strelo drugo koleno pa je privatizacija, o kateri smo govorili. Glejte, jaz še vedno sem predsednica vlade in jaz sem prepričana, da je moja dolžnost braniti tako ekonomsko suverenost kot ustavno in pravno. In točno to sem s tema dvema potezama, ki sem jih naredila. In pismo bi poslala v Vatikan tudi, če ne bi bilo volitev ob enakih izjavah. Prav, dajva pogledati malo vaš program, veliki infrastrukturni objekti. Spet pišete o tem. Projekti. Ampak v prejšnji vladi so bile najmanj 3 stranke, Pozitivna Slovenija, Socialni demokrati in še kdo, ki je govoril o teh projektih. Pa nobeden ne bil začet, še manj dokončan. To seveda čisto ne drži. Kateri Za pa je bil približno začet? 2 milijarde imamo projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna. 100 je takšnih projektov v našem koalicijskem dogovoru navedenih zelo natančno za začetki in konci. Tudi na 3. razvojni osi smo delali, odkupovali zemljišča, delali tiste razgrnitve, ki jih je treba. So pa seveda to veliki projekti, ki, če hočeš, da so speljani zakonito, potrebujejo svoj čas. Drugi tir, ki ga velikokrat omenjamo, tudi tam so zemljišča odkupljena. Je pa edini problem ta, da je vrednost tega projekta absolutno previsoka. 1,4 milijarde, to pomeni 50 milijonov po kilometru. Jaz mislim, da bi bila to najdražja železnica na svetu, zato je treba narediti novelacijo cene predvsem. In minister Omerzel pravi, kot se je pogovarjal s strokovnjaki, da bi se ta projekt dalo izvesti nekje med 400 in 700 milijoni evri. In Alenka Bratušek ne bo tista, ki bo začenjala
še en projekt, kot je bil T6. Zakaj? Zato, ker je manjka poguma? Ne, zato, ker je to predrago, gospod Bobovnik. 50 milijonov za kilometer železnice Slovenci ne zaslužimo in nimamo toliko denarja, da bi tako drago plačevali to. Če vemo, da se po svetu dela to ceneje. Gospa predsednica, ampak mi zdaj ne govorimo o začetku, da smo začeli graditi nekatere velike infrastrukturne projekte, ampak da se na nje pripravljamo, premišljujemo, revidiramo. Tudi odkupi zemljišč in priprava dokumentacije pomeni začetek projekta. In dejstvo je, da tudi z manjšimi projekti, sem vam povedala, da jih je 100 v vrednosti več kot 2 milijardi, zaganjamo naše gradbeništvo, ki je mimo grede v letošnjem letu zraslo za približno 50%. Po tretji razvojni osi bi se jaz do doma moral že voziti. Zadnja informacija iz vaše vlade je, da bo cesta do tja gor prišla leta 2040. Glejte, jaz vseh napak zadnjih 20 let v enem letu nisem mogla rešiti. To verjamem, da ljudje razumejo. V tem letu smo uspeli zagotoviti, da je Slovenija še vedno suverena, da še vedno sami odločamo o tem, kaj, če sploh kaj bomo privatizirali, kaj bomo v javnih financah naredili, da smo ohranili socialno državo in tudi tretja razvojna os bo narejena. In z gospodarsko rastjo, ki jo beležimo 2-odstotno, kar ni malo, bo tudi več prihodkov in tudi infrastrukturni projekti se bodo lahko delali hitreje. Leta 2040, ko smo pri tretji razvojni osi. Jaz mislim, da bo kar prej. Poglejte, po anketah druga najmočnejša stranka govori, predvoljivno geslo je, ne bomo uvedli nepremičninskega davka. Vi boste poskusili, bi poskusili še enkrat? Jaz sem že takrat povedala in še vedno mislim, da je davek na premoženje pravzaprav eden izmed bolj pravičnih davkov. Bi pa naredila nekaj druga. Znižala bi obremenitev dela in ta izpad, ki bi nastal z znižanjem stroškov obremenitve dela, nadomestila z enim drugim davkom. Lahko je to davek na premoženje ali pa davek na potrošnjo. Treba pa je to kompenzirati, ker je sicer v nasprotnem primeru treba posegati v pravice. Jaz pa, kot veste, sem velika zagovornica javnega šolstva, javnega zdravstva in tudi socialne države in tega ne bi želela našim državljanom narediti. Bo, če boste v parlamentu oziroma v vladi. Če se bomo dogovorili, da hkrati znižamo stroške dela. Krepitev javnega zdravstva in večja konkurenčnost zasebnega sektorja zdravstva. Kako gre to dvoje skupaj? Gre. Absolutno mora biti javno zdravstvo oziroma zdravstvo mora ostati dobrina, ki je dostopna vsem. Treba bo narediti košarico dobrin, ki jo dobimo iz obveznega zavarovanja, verjetno pa so določene stvari, ki ni nujno, da so tako življenjsko pomembne, da so del tega zdravstvenega programa, če lahko rečem. Že zdaj je bil na vaš račun največkrat slišan očitek, da ste v tem letu krepko dvignili zadolženost te države. Vem, poznamo bruto dolg države, poznamo neto dolg, poznamo to, pa vendarle, številke so frapantne. Živimo na kredit, to je dejstvo. Najprej je treba povedati, da dolg države se je zmanjšal. Dolg Slovenije kot celote se je zmanjšal. Res pa je, da se je velik del zasebnega dolga, tajkunskega dolga, če hočete, cerkvenega dolga, zvonov in tako naprej, prelil zaradi sanacije bank v državni dolg. Lahko zelo natančno povemo. 3 milijarde smo dali za sanacijo bank, problemi, veste, kje so nastali? V letih 6 in 7. 7 milijard smo dali za odplačilo dolgov, ki jih ni najela vlada Alenke Bratušek. Gospa predsednica, bolj vas sprašujem potem, ali se bo ta način nadaljeval? 2 za obresti. To moram do konca povedati, ker mislim, da je pomembno. Skratka, praktično celoten dolg, ki smo ga mi najeli, se je zgodil zaradi napak ali pa grehov v preteklosti. In absolutno je treba trend zadolževanja dolga ustaviti in zdaj, ko je bila sanacija bank zaključena, se trend zadolževanja ustavlja. Tudi zniževanje proračunskega primanjkljaja v lanskem letu je bil 1,5 milijarde, v letošnjem letu bo 1 milijardo. Skratka, vsi kazalniki kažejo, da se bo naraščanje dolga stabiliziralo. Z tistim, kar je pa prišlo na slabo banko premoženja, ker verjamem, da ga bomo dobro upravljali in takrat, ko bojo časi malo boljši prodali, bomo pa dolg, ki se je zdaj zelo povečal zaradi te sanacije, tudi poplačali. In ne bomo pustili, da ta dolg ostane na mladih.
Poglejte, gospod Bratušek, nocoj smo tu bolj zato, da predstavimo predsednico stranke Zavezništva Alenke Bratušek. Manj zato, da govorimo o delu Ampak vi ste me vprašali glede zadolževanja. Ja, ali se bo ta trend nadaljeval? Ne. Ja, kako da ne, če pa imamo milijardno luknjo? Kako jo bomo napolnili? Ne s tako dinamiko, kot je bilo. Tisti, ki pravijo, da je lahko zadolževanja konec v enem letu, krepko zavajajo naše volivce. Jaz sem že večkrat plastično povedala, če se v letošnjem letu naša država ne bi nič zadolžila, kar pomeni, bi ustavili naraščanje dolga, veste, koliko bi lahko bil naš proračun? 4 milijarde. Poglejte. 4 milijarde in si lahko predstavljate, to je polovico tega, kar imamo zdaj. Silovito nama beži čas. Kako ste lahko rekli, da pojma nimate, kaj počne naš veleposlanik v Avstraliji, če pa ne bi vaš svetovalec Peter Grk komuniciral z njim? Jaz nisem rekla, da nimam pojma, jaz sem rekla, da nisem bila delček te zgodbe, jaz sem rekla, da sem zavrnila in to ostro zavrnila željo, da se srečam z avstralskimi investitorji, ki jih je on predlagal. To je vse. Se je bivši predsednik Kučan potem, ko je stranka šla v druge roke, še kaj oglasil pri vas? Zdaj bi mogla pravzaprav zelo razmisliti, ampak mislim, da ne. Od takrat ne. Ste takrat, ko ste zahtevali glasovanje na kongresu, ste takrat računali, bili prepričani o tem, da boste postali oziroma ostali predsednice? Glejte, na nobenih volitvah nisi prepričan, je pa gospod Zoran Janković točno vedel, kaj sledi, če bo on zmagal na kongresu. Ja, ampak vi ste bili prepričani, ne? V delu ste rekli, ne mislim, ampak verjamem, da bom predsednica. Verjamem, ja. In pričakujem podporo kolegov in kolegic. In sem verjela in 80 glasov je zmanjkalo. Poglejte, takrat, ko sem že omenil kolega, ki vas je spraševal v večeru, ste rekli, pustimo vprašanje o tem, kaj bom počela potem, če mi ne uspe v politiki za nek prihodni čas. Zdaj je ta čas, kaj boste počeli? Kako? Ja, 13. bodo volivci izbrali. Jaz sem eno leto trdo delala za to, da je Sloveniji danes bolje, kot je bilo, in še enkrat bom rekla, pred enim letom ga ni bilo junaka, ki bi sedel na ta stol. Vem, da je po 13. juliju lahko drugače, mogoče ne bom več predsednica vlade, ponosna sem, da sem bila prva ženska na tem mestu in vesela bom, če mi bodo volivci dali možnost, da pot, ki sem jo v tem enem letu začrtala in že kaže rezultate, peljem tudi. Ampak že prej vas je verjetno življenje naučilo to leto, pa še posebej, da je pametno ali pa modro imeti plan B. Ne? Potem sprašujem, kaj boste počeli potem? Do 13. julija sem predsednica vlade in kandidatka, ampak tudi po 13. juliju, dokler se ne sestavi nova vlada, bom še vedno predsednica vlade. Gospa Alenka Bratušek, hvala lepa. Tudi vas seveda čaka ali pa vam želimo uspešno nedeljo. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa bomo jutri predstavili po odmevih še zadnjo stranko, s katero bomo končali ta naš predvoljivni krog. Lepo se imejte nocoj in jutri ne pozabite na nas.